Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o denarju, o miselnih vzorcih v povezavi z denarjem in glede tega, koliko denarja si dopustimo, da pride v naše življenje. Prihajam iz družine, kjer smo doma imeli družinsko podjetje. In moj oče je bil tisti, ki je upravljal z denarjem, z vsemi prihodki našega podjetja in potem razporejal denar glede na potrebe in želje vsakega od nas. Vedno je skrival to, koliko denarja imamo, koliko se zasluži, na kakšen način pride do denarja. In zato se tudi jaz nisem naučil, kako zaslužiti denar, kako izpogajati določeno ceno. In tudi oče je vedno, ko sem mu jaz osebno potem hotel kaj zaračunati, ko sem za njega delal, dajal vtis, kot da ima malo denarja, oziroma kako je to, da se od njega zahteva denar, nekaj zelo groznega, nedopustnega, zlasti če to sin od njega zahteva. Skratka, znal si je ustvariti denar, hkrati pa pri drugih ustvariti vtis, da ima denarja malo in da mu ga je zelo težko dati drugim. No, te vzorce sem nekako tudi jaz od njega pobral in sem potem jih moral preobražati in jih še vedno preobražam. Še vedno čutim, kako te omejujoči vzorci vplivajo negativno na mene. Ko sem leta 2000 odprl svoje podjetje, ko sem postal samostojni podjetnik in začel služiti z storitvami grafičnega oblikovanja, spletnega programiranja, profesionalne fotografije in potem tudi svetovalnimi storitvami, sem si postavil kar relativno visoko ceno za svoje storitve in se nisem bal, da mi bo dela zmanjkalo. Imel sem redne stranke, zmerno sem delal in dovolj zaslužil za svoje potrebe. Potem pa je prišlo obdobje, ko sem se preusmeril izključno v svetovalne storitve, hkrati pa je še nastopila finančna kriza. V naslednjih letih sem počel razna dela, nekatere so bila dobro plačana, nato pa sem tudi prodal svoje stanovanje in se preselil v Ljubljano. In izkupiček od prodanega stanovanja je bil zame kar velik prihranek, za katerim sem lahko investiral v razne stvari in pričakoval, da se mi bo to dobro obrestovalo. Nažalost pa sem v zadnjih 15 letih doživel, da nisem uspel ta sredstva oplemenititi in da sem v glavnem ves ta denar izgubil. Razočaran sem bil in še vedno malce sem, da nisem uspel zaslužiti veliko denarja, oziroma saj sem ga zaslužil, toda v določenih digitalnih valutah, katere so se obljubljala, da bodo postala konvertibilna, vendar še vedno niso. Nekako upam, da bo čez nekaj časa se to kaj spremenilo, ampak zaenkrat se moram sprijazniti z trenutno finančno situacijo in se odločiti, kako naprej. Začel sem torej razmišljati, na kakšen posel bi se spravil, da bi zaslužil. In glede na to, da so me ostali v zadnjih letih tolikokrat pustili na cedilu, sem se odločil začeti zopet svoj lasten posel. In od tistih stvari, ki jih znam delati,
sem potem razmišljal, kaj bi počel, oziroma ali bi celo počel kaj novega. Naposled sem se odločil, da me najbolj veselijo psihološke svetovalne storitve oziroma življenjski coaching in te storitve sedaj razvijam. Ob tem pa se seveda sprašujem, koliko zaračunati, komu ponuditi storitve, na kakšen način, kako zagovarjati svojo ceno. In zopet sem začel prebirati določena znanja, ki poudarjajo, da denarja na svetu je dovolj, da so ljudje, ki so pripravljeni veliko plačati za neko storitev. Samo ti se moraš izbrati, koliko dejansko želiš zaslužiti in potem izbrati določeno ciljno skupino ljudi. Torej, sedaj se zopet soočam z svojimi miselnimi vzorci glede denarja, analiziram, ali imam še vedno določene omejitve in ali sem dejansko dovolj ozavestil, da je denarja dovolj in da tudi lahko jaz posledično veliko zaslužim za svojimi storitvami. Skratka, tisti ljudje, ki pravijo, da denarja ni dovolj, da premalo zaslužijo, da so revni, se enostavno ne dopustijo odpreti vsem številnim priložnostim, ki so na tem svetu. Trenutno je okoli 7 milijard ljudi na tem planetu, nekateri so multimiliarderji, si lahko privoščijo plačati ogromno zneske za določene storitve. Torej, samo potrebno je povezati primerno povpraševanje z primerno ponudbo. So ljudje, ki celo niso pripravljeni plačati določenemu ponudniku storitve, ker se jim zdi njihova cena premalo. Ja, tako je. Ali ni to čudno, da nekateri ljudje so za nekatere prepoceni in posledično ne naročijo njihove storitve? Torej, samo potrebno se je pozicionirati in poiskati primerne odjemalce, potem pa vsak zasluži točno toliko, kolikor se je prepričal, da je vreden. Hvala in nasvidenje.